Pozdravljeni, sem Polonca Zupančič in danes bi vam rada v okviru Dneva grščine predstavila delo z naslovom Homerske himne. Delo je izšlo leta 2019 pri založbi Družina in smo ga iz grščine v slovenščino prevedli Blaž Božič, Lara Vnuk, Blaž Zabel in jaz pod mentorstvom profesorja Braneta Senegačnika, ki je pomagal tudi pri spremni besedi. Za uvod mogoče nekaj osnovnih podatkov, zakaj v tem delu sploh gre. Kot pove že sam naslov, gre za himne, torej religiozna besedila, nekakšne molitve, speve na čas posameznim bogovom v antiki. Homerske pa so poimenovane zato, ker so jih tradicionalno pripisovali Homerju, se pravi legendarnemu epskemu pesniku iz 8. stoletja pred Kristusom, ki naj bi napisal tudi Iliado in Odisejo. Dejansko je zelo malo verjetno, da je Homer avtor teh pesnitev, kajti nastajale so v zelo različnem časovnem in prostorskem okviru. So pa bile potem nekako združene v celoto, verjetno v času helenizma in v tej obliki potem prišle tudi do nas. Če bi delo umestili v žanr, bi govorili o zvrsti epike, kajti te himne so pisane v heksametru. Tipičen vers, značilen za epsko poezijo, ki pa smo se mu v prevodu odpovedali, kajti želeli smo, da bi bil prevod čim bližje izvirniku. Poskušali pa smo vtis ritmičnosti oziroma neke vzvišenosti teh religioznih besedil ponazoriti z nekim naravnim ritmom. Kar se tiče mogoče še same zgradbe, homerske himne so sestavljene iz 33 himen. Na začetku so 4 daljše pesnitve, to bi bila himna Demetri, himna Apolonu, himna Hermesu in himna Afroditi. Če si samo predstavljamo, najdaljša ima tam okrog 580 verzov, sledijo pa krajše himne, najkrajša ima samo 3 verze posameznim božanstvem. Zdaj, seveda se pojavlja vprašanje, zakaj je ta zbirka sploh nastala. In pravega odgovora mogoče nikoli ne bomo dobili, se pa sklepa, da se je ta zbirka uporabljala kot nekakšen priročnik za rapsode. Rapsodi so bili v antiki, bi rekli, nekakšni profesionalni pevci, ki so nastopali na tekmovanjih in so se morali naučiti veliko število verzov na pamet. In mogoče jim je tale zbirka nekako pomagala pri tem poklicu. Če so nekako prve 4 himne nekakšna zaokrožena celota, bi pa za krajše lahko rekli, da so nekakšni uvodi v daljše pesnitve, ki so gotovo tudi sledile na teh tekmovanjih. Zdaj, moj del prevoda se je v glavnem nanašal na daljšo himno Apolonu, iz katere sem tudi izbrala nekaj odlomkov. Navadno so jo delili na 2 oziroma 3 dele. V prvem delu, tako imenovanem delijskem delu, pesnik pripoveduje o Apolonovem rojstvu na otoku Delos, takole pravi. Spomnil se bom, ne bom zapostavil Apolona, strelca z daljave. Kadar gre on preko Zevsove hiše, trepetajo bogovi. Vsi se privzdignejo svojih sedišč, kadar se bliža in napenja tetivo na ožarjenem loku. Le Letoja ostane ob Zevsu, ki meče strele, popusti tetivo na loku in tulza puščice zapre. Sname mu lovsko opremo z mogočnih ramen, vzame jo v roke ter jo obesi na steber očetovi hiši na klini zlata. Nato ga povede na prestol in nanj posadi. Oče mu v zlatem kozarcu ponudi nektar, pozdravi ljubega sina, zatem pa še druga božanstva se usedejo vsako na svoje mesto. Letoja, mogočna gospa, se vzradosti, ker je rodila mogočnega sina in lokostrelca. Tebi, oblažena Letoja, pozdrav, ker si rodila prekrasna otroka, kralja Apolona in pa Artemido, ki siplje puščice. Njo si rodila v Ortigiji, njega na skalnatem Delosu, ko si se oprla na gorsko višavje ob Kintijski hrib, blizu Palmovja ob strugi reke Inops. Ale kako naj te v himni slavim, ko pa se v vseh himnah pojavljaš? Kajti povsod ti Fojbos pripadajo pesmi vseh vrst, kakor na zemlji rednici telet, tako po otokih.
Ljubi so ti vsi gorski vršaci in skrajni vrhovi, vzvišenih gor in reke, ki tečejo v morje, rti, ki strmo padajo v vodo in morski zalivi. Ali naj pojem o tem, kako te je letoja rodila, o radost za smrtne ljudi. Ko se je oprla ob kintijski hrib na kamnitem otoku, Delos obdanen z valovi, ko se je vsake strani valilo na kopno temno valovje, prignano od glasno bočečih vetrov. Tam je tvoj izvor, ti, ki vladaš vsem smrtnim. Drugi in tretji odlomek pa sta iz tako imenovanega pitijskega dela. Tukaj avtor pripoveduje, kako je Apolon v Delfih ustanovil svoje svetišče, premagal pošast, ki je tam živela, nato pa gretske mornarje pozval, naj postanejo njegovi prvi svečeniki. Takole je zapisal. Tu se je on, gospod Fojbos Apolon, odločil zgraditi tako zaželeno svetišče in rekel takole. Tu nameravam zgraditi prekrasno svetišče, ki bo ljudem preročišče, da mi bodo na veke vsemkaj nosili brezgrajne daritve, ti, ki imajo svoj dom v bogatem Peloponezu, kot tudi ti, ki živijo v Evropi in po otokih obkroženih z morjem in iščejo Božjo besedo. Vsem tem bom podelil resnični nasvet, kadar bom prerokoval v bogatem svetišču. To je povedal Fojbos Apolon in brž položil temelje silno velike, široke v nepretrgani vrsti, na te pa sta položila kameniti prak Trofoni in Agamet, ljubene smrtnim bogovom, oba sinova Ergina. Okoli so trume ljudi brez števila z glajenimi kamni zgradile svetišče, da bi ga pesmi vselej slavile. Blizu, ob mirno tekočem studencu, je nekdaj mogočni gospod, Zevsov sin, silnim lokom ubil rejeno zmajevko, veliko in divjo pošast, ki je povzročila mnogo zla ljudem v deželi, mnogo njim samim, mnogo pa tudi tenkonogim ovcam, bila je res krvava poguba. In potem še zadnji del, pravi Apolon sreča kretske mornarje in jih takole nagovori. Tujci, vi ste prebivali v Knosusu, z drevjem bogatem kraju. Nekdaj, vendar se nikdar ne boste vrnili nazaj v svoje ljubo mesto, ne v svoje prelepe domove k svojim ljubim soprogam. Pač pa boste tukaj imeli v varstvu moje bogato svetišče, ki ga častijo številni ljudje. Zevsov otrok sem, Apolon je moje ime. Jaz sem vas semkaj privedel preko velike morske globeli, nisem vam žalega hotel. Tu boste torej imeli v varstvu moje bogato svetišče, ki ga vsi ljudje silno častijo. Vedeli boste za sklepe nesmrtnih bogov, po njihovi volji vas bodo vselej častili vse dni. Vendar pa dajte, pri priči ubogajte, kakor vam rečem. Najprej vrvi popustite in snemite jadra, potlej na kopno potegnite jadrno ladjo, tovor in opremo vzemite iz somerno usločene ladje, potlej zgradite oltar na obali, kjer se lomijo morski valovi, prižgite ogenj, darujte belo ječmenovo moko. Razpostavite se vse naokoli oltarja in začnite moliti. Kakor sem prvič iz morja, prekritega z meglo, skočil na jadrno ladjo v podobi delfina, tako molite k meni pod imenom Delfinski. Oltar pa bo imel vzdevek delfinski in bo v vseh časih slavit. Potem obedujte v bližini črnikaste ladje, izlite pitno daritev nesmrtnim bogovom, ki žive na Olimpu. Ko pa si potešite željo po hrani, ki dušo poživlja, z mano pojdite in pojte Ija Pajan. Dokler ne pridete v kraj, kjer boste imeli bogato svetišče. To je povedal, brž ko so slišali, že so ga ubogali. Hvala za pozornost.